Moja zgodba. Lepo pozdravljeni in dober večer. Spremljate oddajo Moja zgodba, v kateri bomo nocoj predstavili dve razmišljanji znanstvenega posveta z naslovom Ob stoletnici Gentilejeve šolske reforme, posledice za primorski prostor, ki sta ga organizirala Študijski center za narodno spravo in pa Društvo slovenskih izobražencev v septembru leta 2023 v Trstu. To je že četrta oddaja v nizu. Na pogorišču, ki ga je povzročila fašistična raznarodovalna politika, se je slovensko kulturno življenje začelo obnavljati že med drugo svetovno vojno v krajih, ki so jih obvladovali partizani, a tudi javno pod nemško zasedbo. Po koncu vojne je bil ta proces na Primorskem naravnost bujen. Pri njem so pomembno sodelovali tudi tisti Primorci, ki so bili med obema vojnama begunci v Jugoslaviji in so se nato vrnili na svojo roko ali pa kot kadri novega režima ter protikomunistični politični begunci iz Slovenije, ki so se iz begunskih taborišč v notranjosti Italije pomaknili v Gorico in Trst zaradi svojih primorskih korenin ali pa zaradi zaposlitve bliže domu, ki jo je nudila zavezniška vojaška uprava. Domačih izobražencev je bilo namreč zelo malo. Danes bomo prisluhnili dvema predavanjema, najprej Milanu Pahorju, potem pa še Eriki Jazbar. Najprej pa Milan Pahor, ki bo spregovoril o partizanskem šolstvu na Primorskem med letoma 1943 in 1945 s posebnim poudarkom na Tržaškem. Sestava predmetov na partizanski osnovni šoli se je seveda naslanjala v glavnem na sistem, ki je bil v veljavi na osnovni šoli v tedanji Sloveniji oziroma Jugoslaviji, Kraljevi. Torej, v bistvu, model je bilo osnovno šolstvo Kraljevine. To je bila tudi teoretično izhodišče. V praksi na terenu v posameznih šolah je bilo potem odvisno od okoliščin, kako je lahko delovala partizanska šola. Sproti se je bilo treba prilagajati okoliščinam in trenutni situaciji. Na vsak način sestava predmetov po razredih je bila dovolj jasno začrtana. V vseh razredih je bil prisoten verouk z 2 urama v vseh razredih. Torej v vsakem razredu so morale biti 2 ure verouka. V prvem razredu so bile še samostojni predmeti slovenščina, računstvo, petje in telovadba. V drugem razredu so se pridružili še pisanje in lepopisje. V tretjem razredu je prišlo še domoznanstvo, prirodopis in ročno delo. V višjih razredih, torej 4., 5. razred, sta domoznanstvo nadomestili zgodovina in zemljepis, pridružila sta se še gospodarstvo in zdravstvo. Število ur je nihalo, odvisno seveda od situacije, od 20 recimo do 30 ur na teden. Nesmiselno bi bilo reči, da je bilo seveda v teh razmerah vsem predmetom namenjena enaka pozornost, kar seveda ne drži. Poglavitna predmeta pa sta bila 2. In ena je bil slovenski jezik in drugi je bil računstvo. To je bila podlaga. Še nekaj je treba povedati, da se razume razvoj šolstva, poleg tega, da je partizanska oblast ustanovila partizansko šolo po 20 letih fašističnega režima, ki je razsul slovensko šolo, je bilo tudi to. Zdaj govorimo seveda o kapitulaciji Italije in smo na Primorskem. Medtem ko uradno partizanska šola je nastala spomladi leta 1942 v osrednji Sloveniji, torej v tistih okupiranih področjih strani Italije, torej Dolenjska, Notranjska, Bela krajina, ampak je ostala samo tam v letu 1942. Potem se je razširila tudi drugod. Nas zanima
predvsem Primorska in Tržaška v tem primeru. In zato govorimo od jeseni 1943 dalje, do osvoboditve, torej do maja 1945 in sicer to. 25. julija je propadel fašistični režim, 8. septembra je bila kapitulacija Italije, s tem, da se je razrušil sistem in je potem kapitulirala tudi vojska, se je v naših krajih, ne govorimo o ostali Italiji, govorimo o Primorski, razsul dobesedno celotni državni sistem. Razen v velikih mestih, v Trstu, Tržiču, Gorici in ostalo, so obdržali pozicije, na podeželju v bistvu so zginile občinske uprave, je zginila šola, so zginili uradi, je zginilo vse, ker tisto prebivalstvo je bilo večinsko slovensko, kdor je bil v manjšini, so bili Italijani, ki so bili priseljeni, so bili funkcionarji, so imeli odgovornosti, so hoteli domov. Torej, dežela se je izpraznila in če še na to damo, da po 8. septembru je prišlo do vseljudske ustaje naših ljudi na Primorskem proti fašističnemu režimu, proti Italiji, proti vojni, je bilo to kompletno. Torej, v bistvu v tem kontekstu ni več obstajala italijanska šola. Torej, Italija je uspela samo v velikih mestih, kot je bil recimo zdaj tukaj Trst, Tržič, Gorica, ohraniti svoj šolski sistem. Na podeželju ni bilo nobene šole. To je bilo eno. Drugo je to, da je v sklopu narodno-osvobodilnega boja, ki je to povzročilo oziroma se odločilo zelo jasno, da hoče vzpostaviti slovensko osnovno šolo, da se razumemo, da govorimo o slovenski osnovni šoli, je hotela zajeti vse pokrajine. Jaz danes ne bom govoril o vseh pokrajinah, govorim o osrednji Primorski oziroma Primorski kot celoti in s nekaterimi poudarki glede Tržaške. Zato so bili poskusi, kar je zanimivo, zelo malo znano, da so bili poskusi, da se ustanovi tudi slovensko ali dvojezično šolo v Benečiji. Imamo podatke, da so spomladi leta 1945 zaživeli malo časa tudi dve šoli v Benečiji. Kar je bolj kot da je zaživela šola, je bil poudarek, da Benečija spada v slovensko etnično ozemlje in da je del Primorske. Še en element sem rekel, da bojo bolj utrinki in poudarki. Si upam reči, ko sem delal to raziskavo o partizanskem šolstvu na Tržaškem, prišel do ene ugotovitve. In sicer slovenske partizanske osnovne šole pri nas ne bi moglo biti brez žene, brez ženske. Žena je bila poleg aktivistov, poleg oblasti, poleg vojske, tisti odločilni moment. Žena je bila aktivistka, je bila lahko kurirka, je bila celo lahko učiteljica, ma predvsem je bila mama. In brez dovoljenja mame otroci niso šli v nobeno šolo, razen tisto, ki je pokazala in rekla, tja, to je naša šola, tja lahko gre moj otrok. Tako da je tukaj izreden pomen prav res na vlogi žene v sklopu narodno-osvobodilnega boja, še posebno izpostavljena prav za področje šolstva. Kako velika je bila ta dimenzija? Res velika. Jaz sem se tudi sam presenetil, ko sem potem zbiral podatke, kljub temu, da sem recimo marsikaj že vedel. In zato vam zelo kratko nazorno povedal številke. Nekatere so zelo točne, druge so, ko bi lahko rekli, proporčne oziroma naslonjene na določene karakteristike, da lahko pridemo do tiste številke. Primorska. To je zdaj primerjava Primorska, Tržaška. Primorska šole, 340 učenci. Sem našel dva podatka v dveh takih študijah, na katerim se lahko človek nasloni. In sicer ena piše 16.158 otrok, torej šolarjev, kar je neverjetna številka. In to je napisal
Henrik Zdešar, ki je bil pokrajinski šolski nadzornik za vse šole na Primorskem, in kar je najbolj važno, je, da je bil šolski nadzornik, pokrajinski šolski nadzornik, torej najvišja strokovna šolska funkcija, od decembra 1943 do osvoboditve v maju 1945. Torej bil oseba, ki je to vse poznala, ni prišla vmes, potem nadomestila nekoga in tako naprej. In v enem drugem zborniku pa sem našel malo nižjo številko, 14.890. No. Torej, če rečemo 15.500 smo nekje tam. Učitelji in učiteljice in pomožno učno osebje 481. Tržaška. Šole 33 oziroma 34. Zakaj? Jaz sem na naslovu napisal partizanska šola na Tržaškem in sem zaobjel ozemlje bivše ukinjene Tržaške pokrajine, in če to vzamem, jih je šol 33. Če pa dodamo tedanjo Tržaško pokrajino, dobimo še eno šolo, in sicer Jamlje, ker so spadale pod občino Devinna Brežina. Torej 33 ali 34, zdaj to, ker ta številke ne igrajo bistvene vloge, ampak povejo realnost. Učenci, tukaj smo pa že na takih zadevah, ki je mene tudi presenetilo. Jaz sem tako po projekcijah, ker tukaj, kar se nas tiče, o primorskem partizanskem šolstvu so dokumenti, odloki, ki so pisali poročila in pošiljali v centralo in so ohranjeni v Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani. Kar se nas tiče, je tega gradiva dosti manj. Delno zato, ker niso hoteli pisati, da ne bi padli seznami v roke nemškemu okupatorju in drugim, ampak nekaj se je le ohranilo. Jaz sem napisal številko, tako sem rekel, po enem svojem izračunu ob raziskavi, 1350-1500 šolarjev, kar je tudi zame neverjetna številka. Meni se zdi, da niti danes nimamo mi toliko šolarjev v slovenskih osnovnih šolah na Tržaškem. Učitelji, tudi tukaj, če štejemo 33 šol, sem napisal 28, če štejemo še Jamle 101, ker so bile tam 3 učiteljice. Poleg tega je treba tudi računati, da glede na Primorsko imajo naši kraji še eno drugo specifiko, in sicer, da poleg šole, ki je zadevala populacijo od 7. do 14. leta po tem jugoslovanskem modelu, so bili še tako imenovani večerni tečaji. Zato, da bi usposabljali mlade, predvsem v slovenščini, ima tudi v drugih vedah, ima predvsem je bil poudarek na slovenskem jeziku, ker ne smemo pozabiti, da to, vse, kar je bilo tukaj slišano, naši otroci v bistvu niso znali nobenega jezika, če govorimo konkretno. Doma so govorili narečje dostikrat, torej so obvladali narečje. Italijanščine, vemo, niso poznali. Kar so jim hoteli vsiliti v glavo v šolah, je bilo, smo že se slišali, ni treba se ponavljati, ni uspelo. Slovenščine pa niso znali. Niso znali zato, ker tudi